Lepo pozdravljeni, drage gledalke in cenjeni gledalci. Današnjo oddajo namenjamo 40. obletnici delovanja Gorenjskega društva za cerebralno paralizo Zveze Sonček, ki jo bodo priredili v Prešernovem gledališču v Kranju. S strokovnim kadrom se bomo pogovarjali o cerebralni paralizi, o njihovem delu ter o pomembnih dogodkih, ki so se zgodili v društvu zadnjih nekaj let. Pisalo se je leto 1976, ko so na Gorenjskem ustanovili prvo društvo za cerebralno paralizo. 5 let pozneje se je Gorenjskemu društvu pridružilo še mariborsko in rodila se je Zveza društev za cerebralno paralizo, imenovana Sonček. Danes Gorenjsko društvo praznuje že 40 let svojega obstoja in delovanja, na kar so izredno ponosni. Kakšni so bili pravzaprav začetki samega društva in kaj vse se je spremenilo v teh 40 letih? No, zgodovina nas uči, nas takrat ni bilo zraven, da so bili pač začetki taki, kot so zmeraj, kadar gre za dobro idejo dobrih ljudi. Torej, šlo je za tisto, kar se danes tako popularno imenuje civilna iniciativa in tako naprej, se pravi z inicijativo staršev, ki so ji seveda prisluhnila strokovnost, in to je tudi danes po 40 letih recept za dobro delo, se pravi imeti nek oseben interes, ki ga starši imamo, se pravi pomagati svojim otrokom, kako se le da, in pa na drugi strani biti podprt za stroko, torej ne samo z medicinsko stroko, tudi potem z pedagogi, z vsemi ostalimi, ki znajo za temi otroci. Kaj se je spremenilo? Pravzaprav potrebe se pravzaprav niso spremenile, seveda so se pa spremenili načini dela. Naše društvo je v teh 40 letih, ali pa Gorenjsko društvo je v teh 40 letih razvilo veliko novih modelov, predvsem na področju samostojnosti, samostojnega življenja, zgodnega samostojnega življenja otrok. Mi peljemo otroke stare 3-4 leta, ne glede na to, kako težke težave imajo v samostojno kolonijo, vsaj za par dni, kar je velika razbremenitev tako za starše in pa dobra izkušnja za otroke. Ti parametri so ostali. Je pa še zmeraj to, kar je pravzaprav društvo samo naredilo, to se pravi, kar je zgradilo to društvo, se pravi sodelovanje na vseh področjih vseh ljudi dobre volje. Dragi sončki, drage sončice, dober večer in prav lepo pozdravljeni v imenu mestne občine Kranj. Danes sem lahko na vas izjemno ponosen. Več razlogov je za to. Lahko govorim v imenu predsednika sveta Gorenjske regije in kot župan Kranja. Ponosen sem, ker je bilo Gorenjsko društvo prvo na Gorenjskem in eno prvih v Sloveniji. Iskrene čestitke za vašo 40. obletnico, 40. rojstni dan. Ponosen sem, ker je bilo nekaj pionirstva, iz katerega se je učila cela Slovenija, naprimer povezava med društvom in razvojno ambulanto Gorenjske. Ponosen sem, da so z nami danes v družbi tudi gospod in gospa Veličkovič, ki sta bila prava vizionarja na tem področju. Jaz si težko predstavljam, da je imel pred 40 leti nekdo tako vizijo, kaj je potrebno narediti za ljudi in skupaj z ljudmi, kako se organizirati, kako povezati stroko in kako povezati na nek način pomoč in dobrodelnost. Predlagam, da damo gospodu in gospe Veličkovič en velik aplavz. Seveda vse čestitke gredo tudi vodstvu društva in enotam in vsem tistim, ki tukaj sodelujete. Res čestitke za to vašo obletnico. Bi pa dodal še nekaj, mogoče malo bolj osebnega, ker jaz se s kranjskimi sončki srečujem prav vsak teden. Vidim, tamle so se v kotu nabrali, živijo, Sabina, Klemen, koga še imamo, živijo. Kar je meni zelo pomembno, kadarkoli sem pri njih, pa delamo razne zadeve, računalniški tečaj, potopise, igramo se milijonarja, bingo, je to toliko pozitivne energije, toliko dobre volje, toliko smeha. Ko jaz pridem v Sončko, sem nabit s pozitivno energijo. In zdi se mi, da je to tudi bistvo društva, da kljub težkim okoliščinam s to pozitivno energijo popolnoma vse premagate in premagamo, tako da upam, da se bomo še veliko družili.
Za začetek pa namenimo najprej nekaj besed sami cerebralni paralizi. Gre namreč za telesno oviranost, ki prizadene gibanje in držo, nastane kot posledica možganske poškodbe v nosečnosti, ob rojstvu ali kmalu po rojstvu in se lahko izraža na različne načine. Lahko se izraža kot gibalna oviranost, lahko se izraža kot znižana intelektualna sposobnost, lahko je kombinacija mnogega, lahko je slepota, gluhota. Je pa pravih cerebralcev vedno manj, zahvaljujoč medicini. Na svetu ima trenutno 17 milijonov ljudi cerebralno paralizo. Zakaj do nje pride oziroma kdo je tej diagnozi bolj nagnjen, je težko reči, nekega pravila ni. Mi srečujemo otroke staršev, ki so mladi, otroke staršev, ki so starejši, lahko so to prvi otroci, lahko so, pri nas je bil recimo tretji, ni pravila. Ko je otroku enkrat diagnoza postavljena, je otrok najprej napoten v razvojno ambulanto, nato pa svojo vlogo odigra tudi društvo, ki pod svoje okrilje vzame celotno družino. Se pravi, družina se naenkrat znajde z otrokom, ki je drugačen. Ni po tistih normah, ki si jih želimo, otrok ne sedi takrat, ko naj bi sedel, se ne plazi ali pa ima različne druge težave, lahko ima epileptične napade, ne? In družina se mora s tem nekako spopasti, sprijazniti. Seveda je danes v informacijski družbi zelo veliko informacij na voljo, vendar pa imamo na Gorenjskem eno veliko prednost. Imamo imenitno razvojno ambulanto, kamor starši s takim otrokom pridejo praktično že takoj po rojstvu. In takoj po rojstvu so deležni najprej te strokovne obravnave, potem pa tisti starši, ki se pač iz takih in drugačnih razlogov izkažejo kot potrebne bolj intenzivne obravnave, pridejo v šolo za starše. To šolo za starše pelje že več kot 40 let naše društvo. Prvo je organizirala dr. Veličkovičeva v Pineti leta 1972, se pravi dolgo časa. Program je pa zastavljen tako, da pride cela družina. Cela družina ostane, vsi družinski člani se tam družijo, družine med sabo in družijo se skupaj s strokovnimi delavci. Čez cel dan lahko teče izmenjava. A veste, če prideš ti k zdravniku in imaš 15 minut časa, v katerem moraš nekaj vprašati, je to strašno omejeno. Tam je pa to 7 do 10 dni in je to ena taka interakcija, ki je po moje neponovljiva. Iz te šole za starše gre zadeva naprej. Starši se pridružijo društvu ali pa tudi ne zelo intenzivno in v društvu potem organiziramo šolske kolonije. Šolske kolonije za otroke brez staršev. In tako gre zadeva naprej skozi prilagojeno šolo alpskega smučanja, kamor tudi otroci že tam od 5. leta naprej pridejo brez staršev in potem tudi za odrasle. Za otrokovo terapijo tako v razvojni ambulanti kot v šoli za starše skrbijo strokovno usposobljeni delavci. Šolo za starše obvezno vodijo strokovnjaki. Se pravi, tukaj imamo pediatra, to je zdaj vodja razvojne ambulante dr. Kovačeva oziroma v preteklosti dolga leta dr. Veličkovičeva. Oni dve imata v svojem timu specialne fizioterapevte, ki jim rečemo neurofizioterapevti, potem imamo delovne terapevte, specialne pedagoge, govorne pedagoge, ampak zelo pomembni so tudi spremljevalci, prostovoljci. To so ljudje različnih profilov, bodisi da so to ljudje, ki bodo nekoč strokovno delali s takimi otroki, ali pa so to ljudje, ki, strojniki, elektroinženirji, čisto proč, ampak jim je lepo narediti nekaj dobrega. Ne? Se pravi, ta strokovni tim zadevo vodi in prav tako kolonije vodi strokovni tim, ampak te kolonije, o katerih jaz govorim šolske, to so kolonije, kjer ima en otrok praktično svojega spremljevalca. To ni kolonija en učitelj, spremljevalec, pa vrstica 7 otrok za njim. Ne? To so kolonije, ki so res temeljito in dobro strokovno podkovane. Strokovni delavci so v procesu terapevtskega pristopa izredno pomembni. Delavec, ki pomaga otroku s cerebralno paralizo, nudi pomoč tudi ostalim članom družine, predvsem pa skrbi za razvijanje otrokove psihofizične sposobnosti, socialno vključenost otroka v družbo in ozaveščanje okolja.
Kot že omenjeno, delo tako strokovnega kot nestrokovnega delavca najbrž ni lahko. Kaj se pravzaprav predstavlja oziroma kaj to sploh pomeni vam? Ja, jaz sem mama, ne. Jaz sem postala del tega društva pred 26 leti, oziroma mogoče malo kasneje, ko sem prišla v šolo za starše, svojo prvo, in potem so me kar odpeljali v društvo in so se zgodbe začele odvijati, ne. Pred 30 leti smo prav v tem društvu praznovali 10-letnico obstoja in potem je bila 20-letnica in tako naprej in smo kar zraven. In tisti, ki lahko nekaj damo, to damo radi. Delamo pravzaprav zato, ker je lepo dajati. In oni dajo že 40 let. Že 40 let skrbijo za sočloveka, izkazujejo toplino, medsebojno sodelovanje in razumevanje. Skozi leta se je društvo izoblikovalo in doživelo kar nekaj sprememb, lepih in malo manj lepih trenutkov. Skozi leta smo ugotovili, da naša družba ni zelo prijazna do drugačnih, ne. Kot mama sem se recimo ob vstopu mojega otroka v šolo zelo borila za bi rekla, pospeševanje zakonodaje na tem področju, ne. Moj otrok je šel v šolo, ko je bil star 8 let, pa je bila 2 leti kasneje sprejeta zakonodaja, pa še 4 leta kasneje podzakonski akti. In vloga društva je tudi to, da porivamo te zadeve, da opozarjamo. Čeprav nas je malo, ampak a veste, nam je to pomembno in našim otrokom je pomembno. In dokler ne bomo mi pokazali, da je drugačnost pomembna za vse, in da drugačnost napolnjuje mene in vas in vse, toliko časa, dokler tega ne bomo dokazali, bomo družba, ki dela razlike. In tega si ne želimo. Ampak zelo ponosna sem na to, da smo veliko novih stvari pripeljali. Zelo ponosna sem na strokovni kader, ki nam pomaga te kolonije tudi po 40 letih delati zanimive. Recimo, super je bilo, ko smo za smučanje pripeljali biski. Če si predstavljate veselje otroka, ki sicer uporablja voziček za gibanje, da ga daš v eno tako lupinco, ki je na smučkah in ga peleš po strmini. Ne? Mislim, to je nekaj, ki ne moreš z denarjem plačati. Ne? To je recimo eno tako res veliko veselje zdaj na prvo žogo. Se pa pri izpopolnjevanju niso ustavili. Še več, želijo si namreč zmanjšati stigmatizacijo, vzpostaviti boljšo vključenost oseb s cerebralno paralizo v šolski sistem ter nazaj povrniti bivanjske skupnosti. Prav v Sloveniji ugotavljamo, da nimamo zakona o zgodnji obravnavi otrok in prav na tem zelo veliko delamo zadnje čase. Pravzaprav je zakon pred tem, da se vloži na državni zbor v obravnavo in upamo, da bomo imeli eno osnovo, na kateri bo temeljila tista ustrezna podpora, ki bi jo starši morali dobiti. Zdaj zaenkrat pa je ta podpora nezadostna, neorganizirana, se pravi, storitve niso na tistem nivoju, v katerem bi bile. Seveda se v Zvezi Sonček zelo trudimo in prav tukaj v Gorenjskem društvu so nastale storitve zdravstveno-terapevtske kolonije, ki so še vedno danes zelo številčne, prav pri Gorenjskem društvu in vsa ostala društva, njih 15, smo povzeli ta vzorec izvajanja storitev in takrat nudimo staršem v teh naših kolonijah svetovanja za starše in tudi izvajamo terapije, fizioterapijo, delovno terapijo, logopedijo in tako naprej. Danes se boste predstavili s prav posebno predstavo Razstava src. O čem pravzaprav govori? Ja, mi smo zelo ponosni na to našo predstavo, mi jo tudi vidimo kot en fenomen, zaradi tega, ker je skoraj edini živeči projekt ostal od Evropske prestolnice kulture Maribor 2012. Tudi takrat je predstava nastala. Mi smo si želeli biti del tega programa, ker ponavadi taki veliki dogodki minijo brez ljudi z invalidnostjo. Uspeli smo se prijaviti na tečaj, ki smo ga tudi dobili in za nas je spisal tekst zelo znan avtor, dramatik, književnik Rok Vilčnik, ki je prav dobitnik, trikratni dobitnik Grumove nagrade tukaj v Kranju v tem gledališču. In sicer so igralci zaposleni v Varstveno-delovnem centru Mariboru in osebe oziroma uporabniki tega Varstveno-delovnega centra. Skupaj so naredili predstavo, ki smo jo do zdaj
igrali že 34krat, se pravi danes je tukaj 35. Igrali smo jo tudi že na Hrvaškem in v Bosni, in to v hrvaškem jeziku. Tekst pa nam je prevedel zelo znan hrvaški književnik. Predstavo pa je videlo že preko 5500 gledalcev in zdaj smo tudi povabljeni sa strani Saveza oziroma Zveze za cerebralno paralizo Beograda in Srbije meseca oktobra, da tudi za njih igramo predstavo, in to na srpskem oziroma hrvaškem jeziku. Jaz sem pa jaz. Igral vam je Pan. Midva sva tukaj, vi ste pa tam. Če kdo ne verjame, da svet je tudi kruš, naj pojde domov si kaj drugega obut. Kajti nocoj igramo za vas predstavo. Nekaj za v srce bo in nekaj za v glavo. Vendar, kaj vidite tukaj, ne počnite doma. Se vam zmeša in greste svet. No, danes praznuje društvo že 40. rojstni dan. So kakšni cilji, kot že omenjeno, se boste borili še naprej, še kaj drugega? Eden velikih ciljev je poleg ureditve ali pa boljšega financiranja, ampak to lahko posnamemo kar na neskončen trak. Želimo si ustanoviti bivalno skupnost, v kateri bi naši odrasli člani lahko zaživeli samostojno življenje. Tako kot moj odrasli sin, recimo hči, ki napolnita neko določeno starost in želita iti na svoje, tako tudi ljudje, odrasli s posebnimi potrebami, morajo začeti živeti svoje neodvisno življenje. Se pravi, samostojno v toliki meri, kolikor jim njihovo stanje omogoča, z določeno podporo, in to smo zavezani narediti. Še posebej smo pa Gorenjci zavezani to narediti zato, ker je bila v Kranju prva bivalna skupnost ustanovljena v Sloveniji. Žal je bila kasneje razpuščena, so se ustanovile v Ljubljani in potem centri po celi Sloveniji, in si želimo, da bi spet prišlo do bivalne skupnosti v Kranju. Cilji za naprej v teh težkih časih so pravzaprav ne iti nazaj. Mi smo v lanskem letu dodali k svojim programom tudi osebno asistenco, ki pomaga k samostojnejšemu življenju odraslih oseb. Treba je le vedeti, da se otroci ali pa cela populacija ves čas stara. In tako da seveda želimo na Gorenjskem se želi pričeti z ustanavljanjem bivalne skupnosti. Zanimivo je bila prva bivalna skupnost Zveze Sonček, je bila prav v Kranju, ki se je potem preselila zaradi določenih tehničnih razlogov v Ljubljano. No in sigurno so bivalne skupnosti ena od stvari, ki jih bomo razvijali skupaj Zveza in pa Sonček, Gorenjsko društvo za cerebralno paralizo. Nasmehi otrok, njihovo veselje, sreča in radost so neprecenljivi. Vsi ti trenutki polnijo, plemenitijo in bogatijo vse nas. Drugačnost ne bi smela povzročati tabujev, razlik, zatiranja, pač pa bi morala spodbujati strpnost in medsebojno spoštovanje. Uživaj,